Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Danes bomo govorili o umetni inteligenci in digitalizaciji, ter kako to vpliva in spreminja našo družbo in kakšno mesto ima pri tem tudi Slovenija. Z mano je dr. Aida Kamišalić-Latifić, državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, prav tako docentka na Univerzi v Mariboru in raziskovalka, ki se posveča podatkovnim tehnologijam, medicinski informatiki, velepodatkom in blockchainu. Njena osebna zgodba pa razkriva še marsikaj več, kar boste izvedeli v današnjem pogovoru. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Najlepša hvala. Kako ste? V redu, hvala. Danes bomo tudi malce govorili o vaši osebni zgodbi, ki je precej navdihujoča in bi morda tudi s tem tudi začeli. Povejte mi, kot sem prebrala, ste vi prišli v Slovenijo kot 12-letno dekle in sicer kot begunka. Nam lahko mogoče malo več o tem poveste? Ja, drži. Prišla sem v Slovenijo leta 1992, ko se je začela vojna v Bosni in Hercegovini, in smo prišli takrat v Maribor. Starši sem prišla in na začetku v bistvu so nas sprejeli v begunskem centru, v taki skupni namestitvi, kjer smo v bistvu na začetku 2 leti in pol bivali. In kako je bila ta izkušnja za vas takrat? Tako mlado dekle? Drži, v bistvu zelo hitro se morala odrasti, praktično, ne? Ker seveda pri 12 vse drugo imaš v mislih in kakšne druge prioritete, potem pa si naenkrat postavljen pred dejstvo, da se nekaj hudega dogaja, da si izgubil pač praktično vse, kar so tvoji starši do takrat ustvarjali. Moram pa reči, da imam vseeno pa lepe spomine na tisto obdobje, ker seveda veliko otrok nas je bilo v begunskem centru, smo se družili, igrali košarko, odbojko in tako naprej. Tako da seveda smo zelo hitro potem tudi se vključili v izobraževalni sistem oziroma je bila ustanovljena begunska osnovna šola. To moram reči, da je bila takrat zelo dobra poteza takratnega ministrstva, ker med begunci so bili tudi učitelji, profesorji za različne predmete in so nekako prepoznali možnost, da namesto da pač velik priliv begunskih otrok naredijo na redne šole, osnovne šole v Sloveniji, so potem podprli inicijativo, da se naredijo begunske osnovne šole. Tako da je recimo v Mariboru smo na 3 lokacijah izvajali, toliko otrok je bilo in tudi učiteljev, da smo izvajali begunsko osnovno šolo. Zanimivo, pa imate še stik z recimo učitelji ali pa s takratnimi prijatelji, sošolci? Tako, z nekaterimi absolutno. Res je pa, da je veliko takrat jih po letu dni ali pa 2 letih se odločilo, da ali so se nekateri po vojni vrnili v Bosno, nekateri pa so šli naprej v Avstralijo, v Kanado, Nemčijo, na Švedsko in tako naprej. Tako da praktično po celem svetu imam tudi družinske člane, ampak imam pa tudi veliko prijateljev. No, to je zanimivo, kako se je vaša zgodba potem tudi razpletla, tudi pletla naprej. Ampak kot ste rekla, ste morali tudi hitro odrasti. To verjetno se potem pozna tudi na vaši vztrajnosti, na vaši poklicni poti na koncu koncev. In tudi leta 2019 ste potem prejeli naziv inženirka leta. Kaj je pomenila ta nagrada za vas? Kaj ste bila v ospredju ste bila in tudi dekletom je to, bom rekla, v Sloveniji nekaj zagotovo pomenilo, da so videli, da je ženska lahko tudi to dosegla. Res je. V bistvu moram priznati, da takrat, ko so se na fakulteti nekako odločili, da me predlagajo, nominirajo, sem sicer to sprejela, ampak nekako sem bila prepričana, da ne bom jaz tista, ki bo izbrana. Ne? Potem sem bila izbrana med 10 nominirank in je bilo že tudi to, sem nekako že tam sem morala izstopiti iz neke te svoje cone udobja. Jaz velikokrat o tem govorim, ker inženirji, nasplošno ženske inženirke, pa sploh nekako bi rekla,
čeprav se mogoče čudno sliši, ampak da se skrivamo nekje v ozadju. Opraviš svoje delo, ampak se ne izpostavljaš, nisi pripravljen nekje veliko v medije ali pa posegati nekako v nek javni prostor. Težko narediti ta korak, kaj ne? Težko narediti ta korak in tudi jaz sem bila recimo temu tipična taka inženirka in potem s tistim delom sem nekako morala narediti te prve korake, da sem pripravljena tudi kdaj kak intervju dati ali pa kako izjavo in podobno. Dejansko pa potem z izborom samim in ko sem bila izbrana za inženirko leta, dejansko je prišla ta nepričakovana res zame tudi mogoče ta medijska pozornost, kar v nekih trenutkih seveda zame, ker mi to ni naravno in nekako je bilo obremenilno. Po drugi strani pa neke povratne informacije, ki sem jih prejemala od ljudi, ki jih ne poznam, ki so mi pisali različni profesori, učitelji v šolah, ki so rekli, da moja zgodba je lahko res taka zgodba, ki pomaga drugim, pa ne glede na to, ali je nekdo migrant ali je begunec, ampak že slovenskim otrokom, ki so mogoče v nekem nezavidljivem položaju. Imamo veliko nefunkcionalnih družin, imamo veliko otrok, ki odraščajo v nekih težkih razmerah. Nespodbudno okolje, recimo, ne? V nekem nespodbudnem okolju in potem neka taka zgodba, ko pride nekje v javnost, lahko dejansko pomeni ta preboj oziroma, da nekdo pomisli pa reče, če pa lahko ona, potem pa je zame tudi priložnost. Pa imate kakšno takšno povratno zgodbo? Ja, v bistvu imam zgodbo, da je recimo ena študentka, ki zdaj je že diplomirala, zaključila študij, ampak recimo se je odločila za študij na fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ker je poslušala mojo zgodbo, recimo. Tako da je rekla, da v bistvu ona je bila odločena, da bo čisto nekaj drugega študirala. Potem je babica v bistvu zaznala nek moj intervju in je poslala, je rekla, poslušaj, preberi, poglej. In po tistem v bistvu je nekako bila prepričana, da pa ona bo tudi šla računalništvo in informatiko študirati. In takrat recimo takšne zgodbe in je še več takšnih zgodb, ki ti dajo vedeti, pol pa si res na pravi poti. Potem tisti napor, ki ga vložiš in narediš za to, da izstopiš iz te svoje cone udobja, ima neko korist, širšo družbeno korist. Več koristi zagotovo za vas osebno in seveda še za vse ostale. Zanimivo, zelo zanimivo. Zdaj pa, če bi mogoče šli že kar k vašemu strokovnemu delu. Vaša raziskovalna pot se v bistvu tudi dotika področji, ki so danes ključna za razvoj umetne inteligence. Namreč področja raziskovalna z vaše strani, ki raziskujete, je medicinska informatika, velepodatki, podatkovne baze in tudi blockchain. In tudi v doktoratu, če se zdaj navežem na to, ste raziskovali časovno dimenzijo v kliničnih protokolih. Se pravi, kako lahko algoritmi zdravnikom pomagajo pri pravočasnih odločitvah. Zakaj so te časovne komponente tako pomembne tudi? V bistvu pomembno je, ker obstajajo določeni klinični protokoli, katerim zdravniki sledijo. In v tistem obdobju, ko smo gledali v bistvu, kako zadeve potekajo, smo ugotavljali, da je ta časovna komponenta zelo ohlapno predstavljena ali pa sploh ni predstavljene. Ko sem v pogovorih z zdravniki, o tem recimo, ko smo se pogovarjali, kako se oni odločajo sploh, kakšno, se pravi, kdaj morajo aplicirati kakšno zdravilo, kako dolgo čakajo na neke učinke in podobno, so bili tako zelo različni oziroma odgovori glede na njihove neke izkušnje. Celo je kakšen odgovor bil, glede na to, da ena škatla zdravil vsebuje toliko tablet, pač po tistem, ko to spijajo, jih naročimo ponovno, da pridejo na pregled. Kar nekako ni bil za moje pojme nek evidence-based pristop. Vedeli smo pa seveda, že takrat je bilo veliko govora o podatkih, shranjevanju podatkov. Imamo podatke, ampak jih nismo izkoriščali za te namene. Se pravi, nismo izkoriščali kot podporo sprejemanju odločitev. In nekako pristop je bil ravno ta, da iz podatkov pridobimo tudi to časovno dimenzijo, da pogledamo, kako so bolniki v različnih, seveda recimo tudi v istem nekem, z enakimi simptomi v istem stadiju bolezni, kako so napredovali ob
apliciranju določene terapije in da potem lahko izluščimo to neko časovno dimenzijo. Tako da v bistvu nekako v ta svet me nekako upeljal tudi moj potem somentor na doktoratu. Sem v Španiji delala na univerzi v Tarragoni, v Kataloniji doktorat in je pač njegova cela ekipa se ukvarjala, celi laboratorij ukvarjal ravno s tem področjem zdravstva, apliciranja algoritmov umetne inteligence, predvsem smo govorili seveda o strojnem učenju v medicinske postopke. In to se še zdaj nadaljuje v tej ekipi, v kateri ste takrat bili? Tako. Oni to intenzivno naprej razvijajo, delajo. Je pa zanimivo, da seveda v različnih veliko je raziskav, veliko je nekih rešitev, ki nastanejo mogoče tekom doktorata ali pa potem v procesu naprej raziskovanja, ki mogoče nikoli ne zaživijo v realnem okolju. Ne? In to je tisto, kar poskušamo in želimo čim prej, čim več zadev prenesti v realno okolje, da se dejansko začnejo te rešitve, takšne rešitve uporabljati. Lahko bi se naredila kakšna raziskava, umetna inteligenca bi lahko morda naredila, koliko je dejansko takšnih raziskav, ki so ostale na papirju, kakšnih pa takšnih, ki so dejansko se potem Tako zelo majhen delež je tistih, ki dejansko potem zaživijo, ker so različni razlogi. Me pa veseli, ker sem v zadnjem obdobju zaznala, da intenzivno delajo se na tem, da se študentom, podiplomskim študentom, ko se odločajo za neko doktorsko nalogo oziroma začne raziskovati, se jim predstavijo vse tudi druge možnosti. Torej sodelovanja z, recimo v našem primeru UKC Ljubljana ali pa UKC Maribor, sodelovanje z zdravstvenimi domovi. Veliko več je tega sodelovanja dan danes. Moram reči, da nekje 20 let nazaj, ko sem jaz intenzivno na teh zadevah delala, ni bilo toliko razumevanja, v bistvu si iskal posamezne zdravnike, ki so imeli afiniteto do tehnologije, nekako željo za nekimi novimi zadevami, da si imel pravega sogovornika. Danes pa mislim, da se nekako vedno več institucij tega zaveda in nekako sistematično tudi grejo v različne projekte, različne aktivnosti, ker želijo ta napredek. No, odlično. Ukvarjate se pa tudi s podatkovnimi bazami. Zakaj so tudi rekla, časovne baze in analiza sprememb skozi čas pomembne recimo tudi za umetno inteligenco? V bistvu nasplošno se pač s področjem podatkovnih tehnologij ukvarjam in podatkovnih shramb, tako da tu recimo, da to področje potem malo širše pokrivam, predvsem iz zornega kota podatkov in kaj lahko s podatki delamo. Torej, kako shranjujemo podatke, kakšne podatke lahko shranjujemo na kakšen način in podobno, da imamo potem podatkovne shrambe odzivne, različno od primera uporabe in podobno. In potem seveda smo prišli, že prej ste omenili tehnologijo veriženja blokov, blockchain. Se pravi, so avtorica tega projekta EduCTX, to je v bistvu prva blockchain platforma za beleženje izobraževalnih uspehov, ne? In verjetno to pripomore k nečemu, s čimer lahko potem univerza operira in tudi študenti v beleženju teh uspehov. Tako. V bistvu mi smo takrat smo bili verjetno res prvi v Sloveniji, ki smo se začeli s tehnologijo veriženja blokov, torej blockchainom ukvarjati. Leto 2017. Potem je že v bistvu kar nekaj časa. Tako, že nekaj časa, ne? In smo v bistvu prvo to platformo tudi potem smo gledali, kakšen je tisti primer uporabe, na katerem lahko pokažemo delovanje takšnega okolja, ki pa je nekako nam dovolj blizu, da rešujemo neki izziv, ki smo ga mi v akademski instituciji poznali. Torej, da rešimo neke administrativne ovire, da nekako rešimo tudi mogoče jezikovne ovire in podobno. Seveda, ker smo govorili o tem sistemu, vemo, da smo imeli, pač imamo še vedno Erasmus projekte in podobno, izmenjavo študentov, torej, da lahko enostavno organizacija, institucija vnese nek certifikat, neko potrdilo, smo rekli, to imamo mikrocertifikati, mikrodokazila. Lahko so šle za formalno izobraževanje, ampak lahko bi bile tudi neformalna izobraževanja, tečaji in podobno. Torej, da vnesemo, imamo zaupanja vredno organizacijo, ki je vnesla nekaj v sistem. Sistem je potem nespremenljiv in imamo možnost seveda, da vpogleda v takšne dokumente, pridobivanja podatkov iz takšnih
iz takšnega sistema in nekako dostopno seveda za posameznike ali za organizacije, nekako da pohitrimo v bistvu te postopke in priznavanja in podobno. Vrednotenje kreditnih točk in tako naprej. Tako da je to nekako potem ves postopek lahko avtomatiziran, zaupanja vreden, in smo nekako na tem primeru pokazali zelo zgodaj, kakšna je lahko dodana vrednost enega takšnega sistema. Razumem. Kaj pa sodelovali ste tudi pri patentu, ki je vezan na blockchain? Lahko pojasnite recimo, kako je to potekalo? Ja, v bistvu tukaj smo pa v bistvu zaznali potrebo po doseganju seveda skladnosti z določeno regulativo. In če pogledamo pri teoriji tehnologiji veriženja blokov, dejansko gre za porazdeljene, decentralizirane shrambe, torej spet neke shrambe podatkov, ki pa so nespremenljive. Torej jih ne moremo spreminjati in smo iskali način, torej metodo smo nekako patentirali, kako lahko dejansko upravljamo s takšno bazo, torej takšno nespremenljivo, decentralizirano in porazdeljeno shrambo, kako lahko nadzorujemo poglede v podatke, kako lahko pridobivamo podatke iz takšne shrambe. Predvsem pač takrat je izhodišče seveda bil GDPR in tudi pravica do tega, da posameznik lahko zahteva, da se izbrišejo njegovi podatki, mi pa imamo dejansko neko tehnologijo, ki per se pravimo, da je nespremenljiva. Tako da smo v bistvu s tem patentom nekako poskušali v bistvu najti način, kako lahko še vedno uporabljamo tehnologijo veriženja blokov, ampak da je skladna z regulativo, ki je bila pomembna. Pa je bil to dolg postopek? Pa nekaj mesecev v bistvu priprava vse te zadeve, potem pa formalno je potem trajalo, mislim, da vsaj zagotovo kakšno leto dni, da je šlo pač na Evropski patentni urad in vse ostale potrditve, da smo dobili, mislim, da leta 2019, potem, če se ne motim, pa 2018-2019 tam nekje. Zdaj pa tudi recimo v gospodarstvu, pogosto slišimo, da je Slovenija, mogoče tu pa ta malček zaostaja pri digitalizaciji in tudi določene raziskave kažejo, da v bistvu manj kot polovica podjetij dejansko sploh ne vidi neke potrebe po digitalni preobrazbi. Kaj mislite, kaj to pomeni tudi za našo konkurenčnost in zakaj menite, da recimo podjetja tega ne vidijo? Zakaj? Kje je razlog? To je dejansko zaskrbljujoče. Umarjevo poročilo kaže ravno to, da več kot polovica slovenskih podjetij ni zaznala potrebe po digitalizaciji. Zdaj, dejstvo je, ko govorimo o konkurenčnosti in želimo dvigniti konkurenčnost našega gospodarstva, prvi korak je seveda dvigniti produktivnost, omogočiti, spodbuditi inovacije, ustvariti neko spodbudno okolje, kjer lahko združimo talente, znanje, kapital in na ta način pač naredimo določen preboj. In seveda v tem smislu je za nas glavno nekako vse raziskave tudi kažejo, da je najbolj pomemben v bistvu del za dvig produktivnosti dejansko digitalizacija oziroma digitalna preobrazba podjetij. Zato je toliko bolj zaskrbljujoč ta podatek, da več kot polovica podjetij ni zaznala potrebe po tem. Jaz mislim, da tu zagotovo gre za nerazumevanje področja, verjetno vodstva določenih podjetij nimajo dovolj kompetenc, dovolj znanja in nekako menijo, da lahko preživijo na trgu z obstoječim načinom dela. Jaz sem prepričana, da temu ni tako, da v bistvu v nekaj letih takšna podjetja, ki se ne bodo lotila digitalne preobrazbe in vključevanja sodobnih tehnologij v svoje procese, ne bodo dejansko obstala več na trgu. Da enostavno jih bodo prehitela, bodo bolj konkurenčna podjetja, ki bodo uporabljala takšne tehnologije. Tako da za nas je, mislim, da je to ključno, da pogledamo, kako lahko podpremo dejansko gospodarstvo v tem kontekstu, ker
en mehanizem, ki ga v bistvu že 3. leto izvajamo, ga podpira Evropska komisija, gre za Evropska digitalna inovacijska stičišča, kjer Evropska komisija prispeva polovico denarja. V prejšnjem obdobju 3-letnem je ministrstvo prispevalo 25%, in torej 25% bi morala podjetja sama prispevati ali pa pač ta konzorcij oziroma EDIH je sam pokrival ta del. Žal so potem povratne informacije strani EDIH-ov bile v smislu, da zelo težko sploh pridajo do podjetij, ki pridajo iskat torej njihovo pomoč. Dejansko so EDIH-i tam, da pomagajo pri digitalni preobrazbi podjetjem, da jim svetujejo. Imajo mehanizme test before invest, torej da preizkusiš neko tehnologijo, preden investiraš, se pravi usposabljanja in tako naprej. In podjetja se enostavno niso posluževala tega mehanizma. Zdaj, kar smo se odločili za naslednje obdobje, in zdaj sta bili izbrana 2 konzorcija, dva EDIH-a imamo ponovno, potrjena strani Evropske komisije, da tokrat, tako kot 50% prispeva Evropska komisija, bo tudi država prispevala 50%. Torej, popolnoma pokriti vsi stroški za podjetja, SME predvsem v tem smislu, torej mala in srednja podjetja. Da jih podpremo, da jim ponudimo še eno možnost, spet je 3-letno obdobje, da jih nekako po domače povedano onboardamo, da pridejo in se poslužujejo teh mehanizmov, ki smo jih vzpostavili, da dejansko pridejo do rešitev, ki so njim pisane na kožo. Ampak ta preskok morajo podjetja potem narediti sama dejansko. Absolutno, podjetja morajo zaznati ta del. Podjetja morajo zaznati seveda tudi skozi različna svetovanja. Jaz vedno rečem, pomembno je, da podjetje ve, da obstaja ta mehanizem, da se oglasi pri vodstvu teh EDIH-ov, da se pogovori o svojih potrebah. Oni bojo pa naredili tisto, kar je potrebno, da jim pomagajo. In dejansko, kar želimo narediti, je v bistvu tak celovit ekosistem podpore za gospodarstvo. Ko govorimo o tem, gospodarstvo, da pač potrebujemo, da moramo dvigniti konkurenčnost, jaz mislim, da je to, kar je potrebno narediti, v bistvu celovit ekosistem, ki bo naše gospodarstvo podprl. In tukaj so posamezni koščki, ki dejansko potem se sestavijo v skupno sliko. Po eni strani mi moramo vedeti, kam gremo, torej po eni strani, da imamo neko strategijo. Nacionalni program za umetno inteligenco je bil sprejet leta 2021, se izteka letos, torej zdaj pripravljamo nadaljevanje za naslednje 5-letno obdobje do leta 2030. Torej, da točno vemo, po katerih korakih kot družba na področju umetne inteligence gremo. Potem, kot sem rekla, EDIH-i. Financiramo 2,8 milijonov damo, na drugi strani drugo polovico prispeva Evropska komisija, spet za 3-letno obdobje, da podpremo majhna in srednja podjetja pri digitalni preobrazbi. Ni nujno, da se uporablja vedno umetna inteligenca. Vsekakor, so druge možnosti. Kar so tudi druge možnosti, tehnologije, ki so najbolj primerne za posamezne procese oziroma za posamezna podjetja. Potem imamo, seveda, verjetno vsi že poznajo našo tovarno umetne inteligence in superračunalnik. Tako, bo postavljen nov superračunalnik, že obstoječi Vega superračunalnik, ki smo ga imamo ga še vedno je delujoč. Takrat sicer pri zasnovi nekako je predvsem bil namenjen raziskovalcem, raziskovalnim institucijam. Lahko so ga tudi podjetja uporabljala, ampak v zelo majhnem, nekako bi rekla, deležu so izkoriščala potencial superračunalnika. Nov superračunalnik in tudi ta tovarna umetne inteligence, pa ravno delamo ta premik k podjetjem, k gospodarstvu. Torej, gre spet za en podporni mehanizem za gospodarstvo, za podjetja, ki bi razvijala rešitve, storitve umetne inteligence, modelov umetne inteligence in bodo vso podporo imeli skozi tovarno umetne inteligence. In seveda dostop do računalniške moči, ki je tukaj pač potem ključna. Potem seveda imamo še druge mehanizme od evropskih konzorcijev in digitalne infrastrukture, ki spet je Evropska komisija jih nekako spodbuja ustanoviti, torej gre za en mehanizem, preko katerega lahko
se izvajajo več državni projekti in sicer na različnih tistih ključnih področjih, ki jih želimo podpirati. Tukaj je eno področje jezikovne tehnologije in ta EDIC je še najdlje, Alt-EDIC. Potem imamo Cityverse, v katerem sodelujemo. Gre Digital Commons tudi, ne? Pa Digital Commons, se pravi za odprtokodno, odprte rešitve, vse v cilju tudi tega zasledovanja suverenosti, neodvisnosti od nekih mogoče velikih playerov. Nekako Evropa, jaz bi rekla, da je s vsemi temi iniciativami prebudila tudi neko to zavest, da Evropa mora zase poskrbeti. Tako. In v bistvu vse države članice nekako skupaj prispevamo v to neko skupno zgodbo. Tako da se mi zdi, da je to pomembno, da razumemo kot celovit ekosistem, ki ga vzpostavljamo. Ne smemo pa pozabiti, in jaz vedno pravim, da del tega ekosistema je tudi regulativa. Ja, čeprav se velikokrat nevoljno nekako tudi marsikdo iz gospodarstva, marsikdo reče, drugi inovirajo, Evropa regulira. Ne? Mislim, da tu pri umetni inteligenci seveda gre za prenos akta umetne inteligence v naš pravni red in smo ravno zdaj v postopku avgusta je vlada sprejela zakon in je zdaj v državnem zboru v proceduri. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da ne gre samo za regulacijo in da ne gre za neko pretirano regulacijo. S tem pravim, da je pomembna pametna regulacija. Torej, mi moramo vedeti, kakšna pravila imamo, po kakšnih pravilih delujemo, ker velikokrat tudi, ko smo spraševali podjetja, zakaj ne uporabljajo umetne inteligence, zakaj ne uporabljajo rešitve oziroma ne uvajajo rešitve umetne inteligence, en velik delež podjetij odgovarjajo tudi, da ne ve, kakšne pravne konotacije bo to imelo. Torej, mi potrebujemo eno predvidljivo okolje, v katerem bodo vsi vedeli točno, kaj lahko pričakujejo. Kdo bo nadzoroval takšne sisteme, razvoj tega. Kakšna bo etika tudi, ne? Tako, vse v bistvu, kako bomo razvijali, ne? Da imamo neke pristope, vemo, kaj želimo doseči. In tisto, kar je pomembno, da dejansko v zakonu tudi predvidimo, imamo regulatorne, tako imenovane regulatorne peskovnike, ki pomenijo v bistvu ta poseg oziroma nekako, jaz bi rekla, da omogočijo, da inovacije ostanejo. Se pravi, z regulativo ne bomo zavrli inovacije, ampak dejansko bomo spodbudili podjetja, da inovirajo, ampak v enem okolju, ki bo nadzorovano in bodo lahko v celotnem življenjskem ciklu razvoja neke rešitve, storitve sproti lahko korigirali, bodo, kako bi rekla, usmerjani strani tistih pristojnih organov, da dejansko, ko pridejo do tiste rešitve, ko razvijajo končni produkt, dejansko so skladni zakonodajo. In jaz temu pred kratkim sem na enem dogodku slišala tudi en dober pogled, ker da v bistvu dajmo razmišljati o tej regulativi by design. Ne? Torej, dajmo že o tem razmišljati v zasnovi, ne kot nekaj, kar nas obremenjuje, o tem bomo kasneje razmišljati. Ne, dajmo pri zasnovi razmišljati, ker potem ne bomo kasneje imeli težav. Se že na tem gradi, tako da so že potem temelji lahko postavljeni. Tako, da so pravilno zastavljeno vse, kar pač mora biti zastavljeno. Skrb pač na vseh tistih področjih, za katera moramo poskrbeti. In eno dolgo obdobje smo imeli, ko smo o informacijski varnosti govorili kot nekaj o tistem, kar bomo kasneje razmišljali on top. Pa zdaj vsi, upam, da so že vsi ponotranili, da gre za security by design. In tudi tukaj bi morali imeti etiko, ethics by design in tudi, bi jaz rekla, pač to regulativo nekako dojemati na ta način. Ko bi pa podjetjem lahko to približali, predstavili, da bi dejansko to dojeli, da ni to tako strašljiva zadeva in da se dejansko s tem bo njim to v pomoč in da je lahko že od samega začetka z dobrimi temelji, kot ste rekla, da se gradi naprej in to postane potem del njihovega procesa. Tako, jaz mislim, da je ključno, da v bistvu zdaj podjetja povabimo kot tiste akterje, kot tiste sogovornike v bistvu vse te naše iniciative. Prej nisem omenila, da v ta sklop sodi tudi seveda kompetenčni center, ki ga razpis je v bistvu zdaj še vedno aktivn, tako da upamo, da pač dobimo tisti en konzorcij, akademskih institucij, gospodarskih in vse ostalo, kar pač nekako združeno v en konzorcij, kjer bomo imeli neko
centralno, ali kako bi rekla, središčno točko, ki bo združevala vsa ta znanja, kompetence, talente, tehnologije in bo lahko ta neka vstopna točka tudi za podjetja, seveda. E-Dihe, kot sem prej omenila, v bistvu v katerokoli zadevo podjetje, do katerekoli od teh bi rekla, institucij pride, ga bodo znali usmeriti in jim pomagati. Ne? In bodo tudi konkurenčnost. Ne? Tako da v bistvu zdaj tisto, kar od podjetij pričakujemo, res pa je, da v začetku naslednjega leta bomo imeli še dodatne spodbude za na eni strani najprej en razpis za inovacijske projekte. Ta bo vreden cirka nekje 16 milijonov evrov, na katera se bodo lahko podjetja potem prijavljala, da dobijo sredstva strani države, da lahko uvajajo neke inovativne rešitve v svoje poslovanje. Na drugi strani pa bomo imeli še en razpis, tukaj pa gre za okrog 6,5 milijonov evrov, razpis za aplikativne projekte majhne vrednosti za mala in srednja podjetja. Torej tukaj specifično manjša vrednost spet, ne, da nekako podjetja naredijo tisti prvi korak, da jih spodbudimo k temu. Oba razpisa pa sta vezana na umetno inteligenco, tako da spodbudimo dejansko uporabo in izkoriščanje potencijala, ki ga tehnologija ponuja. Pa menite morda, da tudi podjetja ne stopijo v ta sistem, ker se bojijo, kako je vseeno za zaupanjem s podatki, da oni prinesejo neke svoje ideje in kako je potem to zaščiteno, da se ne ukrade dobesedno od nekoga drugega. Ja, v bistvu tukaj gre bolj za to, da seveda podjetja morajo skrbeti za svoje podatke, morajo vedeti, kaj se tukaj dogaja in dejansko nekdo, ki bo, ker seveda ta ali inovacijsko stičišče ali kompetenčni center, bo v bistvu podjetje povezal s tisto organizacijo, ki jim lahko pomaga. Dejansko potem bo podjetje tudi dobilo nekega, ker v večini primerov recimo akademske institucije ne bodo tiste, ki bo implementirale potem tisto rešitev, ampak bodo samo usmerjale oziroma pomagale iskati prave, tudi kompetentne ljudi in tudi prave rešitve, pravo tehnologijo za nek določen primer uporabe. Tako da podjetja tukaj seveda absolutno bo dovolj znanja v teh institucijah oziroma v teh, se pravi, od kompetenčnega centra, tovarne umetne inteligence in e-Dihov, da jih tukaj podprejo, da jim razložijo zadeve, da jim pomagajo, kako seveda zavarovati svoje podatke, se pravi, da v bistvu kompleten prehod in razvoj nekih rešitev poteka po tistih standardih in merilih, kot jih podpiramo seveda. Ne. Razumem. Kaj pa, se pravi, preko smo govorili, ne, da zdaj po raziskavah umetno inteligenco uporablja okoli 20% podjetij. In kar je sicer nad povprečjem Evropske unije. Tako, ne? Mi smo 7. v Evropi potem, tako da smo kar to je v bistvu zelo visoko, ne, glede na to, da je 20%, ampak je pa vse nekako daleč, se mi zdi od cilja, da bi ne bilo to 75% do leta 2030. Tako da, kaj verjetno tu v bistvu tako, ta celi ekosistem, ki ga postavljamo ravno s tem namenom, da spodbudimo podjetja, da vedno več uporabljajo te tehnologije, pa ne zato, da se tehnologija mora uporabljati samo zaradi tega, ker je tehnologija, ampak vemo, kje lahko pomaga, in zakaj potem seveda, da dvignemo produktivnost, da konkurenčnost podjetij dosežemo tisti nivo, kot si ga želimo. Pa se vam zdi realno, da bi do leta 2030 lahko to dosegli? Pa jaz verjamem, da bi. Jaz verjamem, da bi lahko dejansko s temi določenimi spodbudami, ker seveda podjetja kaj poročajo, da ta pravni okvir je nekako neznan, ne vejo, kaj se bo zgodilo, da nimajo dovolj recimo finančnih sredstev, pa da primanjkuje jim znanja na tem področju. Torej, znanja zdaj ne sme primanjkovati, če bomo imeli kompetenčni center, e-Dihe, tovarno umetne inteligence, vse strokovnjake, tisto, kar si nekako sem najbolj vesela, ne, da smo uspeli nekako vse povezati v Sloveniji, ki delujejo na teh področjih, da delujejo skupaj. Ker žal v Sloveniji smo velikokrat razdvojeni, velikokrat skregani, malo nas je in moja glavna teza je bila,
ključ je sodelovanje. Morate sodelovati, morate se povezovati, morate biti skupaj. In moj cilj je bil tudi en kompetenčni center, ne bomo podprli 2 ali 3. Morate skupaj sodelovati, AI Factory morajo vsi, torej v tovarni umetne inteligence so morali biti vključeni. Vsi tisti, ki nekaj delajo na tem področju, imajo neke kompetence in znanje. Ravno iz tega razloga, da maksimiziramo učinek, ki ga lahko prinese. Torej podjetja skozi te mehanizme dovolj znanja bo, da jih podprejo na tej poti. Kot sem rekla, torej spodbude, ki jih pripravljamo, javne razpise, tudi tega bo dovolj, da bodo lahko prišli do finančnih sredstev, in zakon o umetni inteligenci, ki predstavlja ta nek regulatorni okvir, predvidljivo neko okolje, ga tudi upam, da še oktobra bo sprejet v državnem zboru, bo se takoj šlo v implementacijo regulatornih peskovnikov, da spodbudijo ta inovacijski del. Tako da jaz mislim, da smo pokrili to, kar je ključno, kar podjetjem dejansko primankuje. In od tu naprej zdaj je treba samo izkoristiti vse te priložnosti, ki smo jih nastavili. Tako, to je lepa kapica. In nadzor nad zakonom pa naj imel AKO, se pravi Agencija za komunikacijsko. Tako, ima različne pristojnosti, tudi imamo druge organe, informacijsko pooblaščenko in tako naprej, ne? Ampak recimo nekako glavno vlogo tudi tako in koordiniral to aktivnosti drugih organov, ampak tudi pri regulatornem peskovniku. AKOS je tisti, ki mora vzpostaviti regulatorni peskovnik. Tako da mogoče še ena zadeva, ki je novost, bomo uvedli tudi vodenje neke vrste evidence sistemov umetne inteligence, ki se uporabljajo v javnem sektorju. Torej, na ta način želimo tudi voditi z zgledom. Ne? Se pravi, eno je, kako bojo razvijali rešitve in storitve v gospodarstvu. Na drugi strani pa to, kar država uporablja, kar na kakšnem koli nivoju, torej v javnem sektorju, kar se uporablja, da je javno dostopno, da se ve, da obstaja ta sistem in za kakšen namen se ga uporablja. Se pravi, na nek način, da smo transparentni, da pokažemo, da vemo, da vsi vemo, zakaj se uporabljajo rešitve, in mislim, da na ta način tudi dosežemo neko zaupanje tudi javnosti v to tehnologijo oziroma v rešitve, ki se uporabljajo. Odlično. Velja, kaj pa, če gremo morda še na digitalno Slovenijo v smislu digitalnih storitev in digitalne denarnice? To je zdaj tudi precej aktualno, pa me zanima vaše mnenje okoli tega. Ja, v bistvu ta digitalna denarnica je nekako tisto, kar jaz najbolj pričakujem, in če bi kdo od kolegov z ministrstva bil tukaj, bi to lahko potrdil, da od trenutka, ko sem prišla na ministrstvo, sem začela govoriti, kdaj bomo imeli digitalno denarnico. V bistvu ja, izhodišče, če grem en korak nazaj, je elektronska osebna izkaznica. Tako, s tem smo začeli. Tako, začeli smo, leta 2022 smo uvedli biometrično osebno izkaznico, ki je tudi elektronska osebna izkaznica, in jo lahko uporabljamo, seveda imamo kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in imamo 2 sredstvi za elektronsko identifikacijo. In seveda zdaj z elektronsko osebno izkaznico lahko uporabimo za kvalificiran elektronski podpis, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Lahko seveda uporabljamo za prijavo v različne storitve, za potrjevanje različnih storitev, preko spet enega skupnega gradnika, skupne centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, to je SIPAS, ki ga v bistvu zdaj imamo seveda na vseh državnih portalih, se pravi, elektronsko osebno izkaznico lahko dostopam do vseh portalov, e-uprave, Spota, Zvem, e-prostor, e-davki in tako naprej, se pravi vse, kar je v državni, ampak kar nas najbolj veseli je v bistvu, da tudi banke pristopajo v sistem, da v bistvu tudi določenih bankah se lahko prijavljamo z elektronsko osebno izkaznico, zavarovalnice, se pravi, zdaj že imamo tudi te poslovne
subjekte, ki nekako uporabljajo te naše gradnike. Kar je bilo zanimivo, seveda elektronsko osebno izkaznico lahko uporabljamo stično ali pa brezstično. Se pravi z čitalcem kartice ali pa brezstično z aplikacijo e-osebna. E-osebna aplikacija do septembra je omogočala v bistvu to, da smo morali fizično kartico prisloniti takrat, ko smo uporabljali e-osebno aplikacijo. Od septembra letos pa imamo nadgrajeno aplikacijo e-osebna 2.0, ki pa dejansko omogoča, da je kot virtualna osebna izkaznica. Torej več ne potrebujemo fizične osebne izkaznice, ampak dejansko lahko z aplikacijo opravim pač karkoli je potrebno. Torej je dosti bolj intuitivno, lažje za uporabo in to je tisti prvi korak zdaj do naše digitalne denarnice. Se pravi, uredba eIDAS 2.0, evropska uredba, jaz mislim, da je to eden najbolj ambicioznih, jaz rekla, projektov Evropske unije, ker dejansko predvideva, da bojo vse države implementirala na enak način, torej imamo standarde, postavljena pravila in do konca naslednjega leta zadeva mora biti implementirana. Do konca naslednjega, se pravi do konca 2026. To je hitro. To je hitro. Čaka nas še kar nekaj dela. Res pa je, da smo mi kar, moram reči, napredni, ker imamo že zelo dobro osnovo v naši aplikaciji e-osebna, ki jo bomo samo nadgradili, da bo lahko služila za ta namen. Že imamo neke temelje postavljene. Imamo zelo dobre temelje, tako da jaz se ne bojim tega, da ne bi uspeli recimo v tem roku implementirati. Moramo pa tudi zakonodajo določene zadeve spremeniti, dopolniti, da je vse skladno, da celoten ta okvir deluje tako, kot mora delovati. Kar je pomembno, da seveda bomo potem imeli tudi čezmejno vse možno uporabo. Že zdaj sicer naša elektronska osebna izkaznica se lahko uporablja v 23 evropskih državah, je priglašena, tako da pri uporabi storitev v katerikoli od teh 23 držav digitalnih javnih storitev lahko uporabljamo našo e-osebno izkaznico. Digitalna denarnica pa potem seveda kot seveda osebna izkaznica, po eni strani za identifikacijo, po drugi strani pa zdaj upamo, da čim prej dobimo ta prave primere uporabe, ker bomo lahko imeli potovalne dokumente, ker bomo lahko torej na telefonu imeli shranjena naša dokazila različna, diplome in podobno, ker bomo lahko imeli tisto, kar česa se ja še najbolj veselim, spet vozniško dovoljenje. To sem hotela vprašati. Vedno iščem to vozniško, ki jo imam. Tudi to. Ravno so me kolegi sporočili, da tudi obstaja možnost prijave na en pilot, ki ga bo spet Evropska komisija nekako tudi sofinancirala. In tukaj bomo predlagali in tudi povabili zraven Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno ministrstvo za to področje, da v bistvu se pridružijo, da čim prej v bistvu spilotiramo ta del in da lahko kot eden pomemben primerov uporabe digitalne denarnice imamo praktično potem pripravljen, ko zaživi digitalna denarnica. To je odlično. Vseeno pa se sprašujem, kako se bo to približalo recimo starejši populaciji, skupini ranljivejših in tako naprej. Verjetno tu pa bo vseeno neki izziv. Ja, v bistvu mi, mogoče moram poudariti, ker to zadnjič se mi je tudi na enem dogodku zgodilo, da so rekli, ja pa to pri vas, tako kot vi to razlagate, zgleda, kot da boste vse prisilili, da morajo se digitalno, da morajo vse imeti digitalno. Ozavestiti in enostavno prekiriti življenje do sedaj. Pa sem rekla, ne, mogoče sem pač prevelik entuzijast, se veselim tehnologije, imam rada te zadeve in se veselim toliko bolj, ko vidim, da nekaj v življenje prihaja. Ampak dejansko mi zasledujemo pristop digitalno najprej, torej digital first. Nikoli ne govorimo digital only. Torej vedno bomo imeli še drug kanal. Mi si želimo, da večina storitev se uporablja po digitalnem kanalu. Ja, ampak razlike so pa razlogi, zakaj se ne uporablja digitalni kanal, pa so lahko različni. Ker že zdaj mi imamo veliko digitalnih javnih storitev na voljo, pa jih marsikdo ne uporablja. Zdaj, ali ker nima dovolj kompetenc, dovolj znanja, ali ker ne ve, da obstajajo, ali pa mogoče tudi, ker niso dovolj intuitivne za uporabo in jih ne znamo uporabiti. Tako da je kombinacija, ki jo zdaj intenzivno se tudi postavljamo en okvir, kako nasloviti v bistvu vse te izzive. Mi imamo DigiInfo točke, ki dejansko so nastale z namenom, da tistim
ki nimajo dovolj znanja, ki nimajo dovolj kompetenc, pomagajo na različnih lokacijah, razpršeno po Sloveniji, da lahko fizično stopimo do neke osebe, ki nam pomaga in reče, kaj potrebujete, prijavo tam, da vam pokažem, kako lahko uporabljate neko storitev in podobno. Tako da to bomo še ohranili, seveda za vse tiste, ki nimajo dovolj znanja. Na drugi strani pa seveda nekaj, kar ni se za pohvaliti, ampak je dejstvo. V Sloveniji tisti zadnji podatki, ki jih imamo zgolj 47% prebivalstva, ki ima osnovne digitalne kompetence. To je zelo malo. Torej, zato mi že nekaj let intenzivno vlagamo v ta neformalni del izobraževanja. Torej, na eni strani podpiramo mlade, torej otroke od 6. leta do 29. leta starosti. To so določeni razpisi, ker imamo usposabljanja, ki so prilagojena tem starostnim skupinam. Tako. Potem imamo za starejše, starejše od 29 let in imamo potem tudi za starejše od 55 let. To so pa naši mobilni heroji. Ker imamo v bistvu mobilno enoto, ki potuje po Sloveniji, v bistvu pomaga starejšim, tudi v domove za starejše, tudi hodi tako. Tudi po domovih kot takih? Tako. Prav domove ne, ampak v bistvu v neko naselje, recimo pridejo, se organizira tako v tisti skupnosti, ker je mobilna enota v bistvu en kombi, v katerem je vse pripravljeno, imajo tablice, imajo vso opremo in jim pač pomaga, ali pa pridejo, recimo se dogovorijo v dom za starejše, pridejo tisti, ki se želijo kaj naučiti, pridejo zraven in ponavadi seveda usposabljanje za te starejše po domovih, za starejše recimo, ali pa usposabljanje za recimo starejše od 30 ali pa 29, zagotovo ni enako, ker tam imamo populacijo, aktivno populacijo, ki potrebuje določena znanja, določene kompetence, da lahko na delovnem mestu suvereno tudi deluje in v tem svetu, v katerem živimo, nekako suvereno živi. Medtem ko za starejše pa velikokrat potrebujejo imajo mobilne telefone, želijo komunicirati z vnuki, uporabljati različne te aplikacije, da stopijo v stik z njimi in podobno. Tako da so ta vsa usposabljanja potem tako prilagojena. Do sedaj, se pravi od leta 23, ko smo jih nekako upeljali, 23, 24 pa letos 25, v usposabljanja recimo za otroke in mlade je bilo okrog 60,000 vključenih, v ta usposabljanja za odrasle okrog 50,000 in za starejše mislim, da okrog 12,000. Tako da iz leta v leto se povečuje ta številka, prihajamo pač do večine ljudi, kar pa je pomembno tudi to, da ni nekaj, kar je odvisno od tega, kakšen materialni status imamo, koliko sredstev imamo, ali imamo dovolj denarja, da si plačamo nek tečaj, ampak je v bistvu za končnega uporabnika vse zastonj. To je odlično, tako da se potem tudi seznani z vsemi novitetami in se lažje znajde, predvsem za starejše. Tako. Dejstvo pa je, da v bistvu karkoli bomo ponudili kot država, bo stvar posameznika, da se odloči, ali bo to uporabljal ali ne bo. Na naši strani pa je, da naredimo intuitivne rešitve, storitve, da jih je enostavno uporabljati in na drugi strani, da pokažemo, koliko lahko pohitrimo neke postopke, pohitrimo reševanje nekih zadev, če uporabljamo ta digitalni kanal. Tako. To je odlično, namreč, če gre vse v to smer digitalizacije, moramo vse tudi vključiti zraven in ta rešitev je zagotovo dobra. Tako, to je pomembno, da v bistvu noben ne ostane izključen, ker dejansko tisti, ki nima digitalnih kompetenc, počasi ostaja izključen oziroma postaja ranljiv v tem svetu. V bistvu vsi uporabljamo te rešitve, vemo, koliko je nekih prevar bančnih in podobno, ogromno je tega in če ne poznaš te zadev, če ne razumeš, kaj se dogaja, potem si zelo ranljiv in izpostavljen. In se lahko ujamemo vsi v zanko. Tako slejko prej. Ena zadeva me zanima, namreč, če se spomnimo, projekt računalnikov za socialno ogrožene družine je sprožil kar v bistvu nekaj razprav. Ta ideja se je takrat rodila v času COVID-a leta 2021, ko je v bistvu postalo očitno, da dejansko veliko otrok iz socialno ogroženih družin nima dostopa do računalnikov, jih nima doma in to so tudi poročali dejansko terenski delavci, socialni delavci in nevladne organizacije, ko so dejansko imeli takrat direkten stik. In potem so šle spodbude v to smer, se pravi, da se kupi
13,000 računalnikov, 10,000 gre tem otrokom oziroma družinam, ostalih 3,000 pa v bistvu občinam, osnovnim šolam in tako naprej in tako nazaj. No, to so pa ti računalniki nekako obstali v skladišču, potem smo brali o tem, da se nabira prah, pa da teče garancijski rok, pa da niso naloženi programi, no. Pa bi vas prosila, zdaj, če lahko malo več o tem poveste, da se malo razjasnimo, kako, pa kje, pa zakaj, pa kako je ta zgodba potem se zdaj tudi iztekla. Namreč vem, da je bil tudi razpis se je tudi potem podaljšal, mislim, da, ker ni bilo nekako dovolj prijav oziroma zainteresiranih skupin. No. Ja, v bistvu je tako. Sam mehanizem, tako kot ste povedala, je bil zasnovan na osnovi tega, da pač pomagamo socialno ogroženim. Nastavljen je bil, da dejansko socialno ogrožene družine, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka, lahko dobijo prenosnik. S tem, da seveda morajo biti tisti, ki prejemajo otroški dodatek in morajo biti v prvem plačnem razredu. Se pravi, prvi do 6. plačnega razreda, nekako tako je bilo predeljeno, ta razpon. Zdaj, mehanizem, to, kar pač moramo, nekako ideja je bila dobra, želja, da pomagamo tistim družinam, absolutno. Na drugi strani pa sam mehanizem, tako kot je bil nastavljen, se je pokazal za počasnega, se je pokazal za nekako bolj okornega, administrativno obremenjujočega. Torej, želja je bila, da prvi, torej najprej ponudimo tistim možnost, da se prijavijo tisti res najbolj socialno ogroženi, torej prvi ta plačni razred, ki so v prvem plačnem razredu. In prvi poziv je šel njim. Potem pa po nekem času je šel še enkrat en poziv, da še eno možnost damo tistim, če niso slučajno slišali, če niso zaznali, da imajo še vedno možnost, da se prijavijo. In vsi ti postopki potem terjajo nek čas. Ja. Potem smo seveda odpirali za drugi plačni razred, za naprej tretjega in tako naprej. In iz tega razloga je izgledalo, da seveda zadeva stoji, da traja, kar je tudi res, ker je trajal, ker je postopek v bistvu nekaj časa je bilo potrebno, da v bistvu pridemo do teh ljudi. Žal, zakaj pravim, da je nekako administrativno obremenjen, seveda, ker najlažje bi bilo, da rečemo, vemo, da te družine potrebujejo, dajmo jim. Ampak seveda pravne službe so tako rekli, ne moreš kar tako nekomu dati, nekdo mora izraziti zanimanje in željo, da dobi to. Torej mora neko vlogo dati. Interes mora izkazati. In tako mora v bistvu vse te procedure se izkazalo, da v bistvu je zamudno, traja. Zdaj sicer jaz sem lahko zgolj vesela, da so ti računalniki prišli v prave roke, so prišli do tistih otrok oziroma tistih družin, ki jih dejansko potrebujejo. Res je pa, da je pač trajalo dlje časa, kot smo si tudi mi sami dejansko želeli. Zato je tudi potem nova ministrica, ko je prišla, je tudi ukinila ta mehanizem, tako kot je, in bomo v prihodnje razmišljali o nekih drugih pristopih, načinih, kako te zadeve reševati, ker je dejansko mehanizem, smo ugotovili, enostavno preveč okorn, predolgo traja, to so odločbe, vročanje, nevročanje, sprejemanje in podobno. Enostavno to je v bistvu na ta način, škoda je, ker pač traja predolgo. Ampak jaz mislim, da je cilj bil dosežen. Zdaj otroci uporabljajo te računalnike, res je bilo tudi veliko. Jaz mislim, da je bilo tudi veliko dezinformacij okoli samih računalnikov. Veliko je različnih informacij krožilo od tega, da mi smo potem odprtokodni sistem nalagali, nismo pač imeli Windowsov, Microsoftovega sistema, tako da tukaj smo želeli tudi spodbujati nekaj, kar ljudje ne rabijo potem plačevati, ampak imajo odprtokodne rešitve, ki so na voljo. Tudi tukaj spet gremo v tej zgodbi vedno več zavedanja suverenosti, vedno več odprte kode, da se uporablja in podobno, ampak seveda v tistem trenutku to nekako, vsaj tisti, ki so se oglašali, so bili dovolj glasni, da se ni slišal glas tistih, ki so pa mogoče podpirali to pot. Tako da, jaz mislim, da tudi
tisto, kar je mene v bistvu najbolj žalostilo, je bil tudi to, da je nekako v medijih se pavšalno povzemalo, strokovnjaki pravijo, da gre za, ne vem, slabe kakovosti, računalnike slabe kakovosti. Ne? Ampak nikoli nismo imeli priložnosti slišati tega enega strokovnjaka z imenom in priimkom. Ne? Nekako se govorilo o nekih strokovnjakih, pa jaz sem strokovnjakinja z tega področja in poznam veliko ljudi in nikoli noben mi ni rekel, ki bi bil računalničar ali pa z področja računalništva, bi rekel, to pa je slab računalnik. Bil daleč od tega, ker v bistvu slabše računalnike uporabljamo v državni upravi, pa jih vsakodnevno uporabljam računalnik in za to, kar uporabljam, absolutno več kot dovolj. Ne? Tako da veliko je bilo nekih dezinformacij, nekih tudi slabe konotacije okoli tega, ampak jaz upam, da vsaj, če ne drugega, prišli smo do tega, da dejansko so računalniki tam, kjer morajo biti. Tako, pri tistih uporabnikih, ki jih dejansko potrebujejo. Ja. Prej, ko sva še tudi govorili o umetni inteligenci, mislim, da je zdaj tudi v zdravstvu tole področje malo tako delikatno. Se mi zdi, da se določeni zdravniki tudi so malček skeptični, kar se tiče te uporabe. Imate kakšne izkušnje glede tega? Je karkoli že spremenilo njihovo razumevanje, dojemanje oziroma se tudi dela kaj na tem področju? Jaz mislim, da se veliko spreminja. Dejstvo je, da s prihodom generativne umetne inteligence, spravi to, kar smo zaznali z različnimi temi chat, GPT in podobno, kot generativno umetno inteligenco, nekako smo zaznali vse možnosti, v bistvu širša populacija zaznala možnosti, za kakšne namene vse bi lahko uporabljali. Kot sem rekla, že 20 let nazaj smo se mi ukvarjali z strojnim učenjem na področju zdravstva, pa je mogoče takrat več odpora bilo. Zdaj mislim, da tudi zdravniki in nasplošno zaposleni v zdravstvu dojemajo, kakšna so to orodja in koliko podpore in opore jim lahko pri njihovem delu naredi. Dejstvo pa je, da vsi morajo tudi dovolj znanja imeti, poznati, kako takšna orodja delujejo. Določena orodja so res impozantna, imamo recimo za razpoznavo nekih anomalij ali pa tumorjev iz rentgenskih posnetkov oziroma CT-ja in podobno. Tukaj je enostavno sistemi umetne inteligence so presegli človeka. Praktično natančnost, ki jo dosegajo takšni sistemi, je veliko višja kot človek zmore. Tako da takšen sistem mora res biti v oporo ljudem, pri neki zgodnji diagnostiki in podobno. In jaz mislim, da se tudi zdravniki tega vedno bolj zavedajo. Res je pa, da je treba imeti paziti pri uvajanju takšnih sistemov, imeti skrb tudi glede in varovanja podatkov in vse ostalo, o čemer smo prej že govorili. O etiki in tako naprej. Določene raziskave je zanimivo, da kaže recimo Mayo Klinika, ki je ena taka referenčna klinika v Združenih državah, kažejo, da so oni, ko so uvajali določene rešitve, se je pokazalo, da so se zdravniki polenili. Kaj to pomeni? Da v bistvu tisti, ki imajo največ znanja z teh področji, da če jim je sistem ponudil neko rešitev, so kar, ne glede na to, da so mogoče sami imeli zadržek do tega ali pa sami misli, da bi bilo treba na drugačen način, so rekli, pa vredno, ampak že te umetna inteligenca boljše ve. In so enostavno prepustili te zadeve. Ta del, tukaj pa moramo paziti. In tu je lahko, nas lahko tudi skrbi, če se bomo samo predali temu, da delamo to, kar nam nek sistem ponuja, ampak mi moramo biti tisti, ki vodimo zadevo in nadzorujemo. Tako da, so prednosti in slabosti, oziroma moramo se vsega tega zavedati, kaj se lahko zgodi pri uvajanju takšnih rešitev. Zdaj pa bi se malo vrnila na začetku, sva govorili o vaši osebni, se pravi življenjski zgodbi in o temu, kako tudi recimo dekletom približati tehniko in tako naprej in tako nazaj, da bi se bolj odločale v tej smeri. In vaša dimenzija, vaša vloga je tudi družbena na nek način, ko dejansko spodbujate tudi ženske v ta sistem s tem.
Nam lahko malo več o tem poveste? Ja, v bistvu s tem je dejstvo je, da nam primanjkuje strokovnjakov, IKT strokovnjakov nam absolutno primanjkuje. Tukaj smo pod povprečjem Evropske unije in imamo neke ambiciozne spet cilje, ki si jih želimo doseči. Dejstvo pa je, da jaz temu vedno rečem nekako, če lahko rečem, bazen, na eni strani fantov, ki se odločajo za STEM poklice, je skoraj že izčrpan, ker večino fantov, oziroma tiste, ki imajo neko to afiniteto, se usmeri. Pri dekletih pa imamo, bi rekla temu po domače, še zaloga. Nimamo še dovolj deklet, sicer se tudi ta delež pri vpisih povečuje, počasi prihajamo na tiste odstotke 17, 18, 19 odstotkov. Okay. Se pravi, raste. Raste, tako, ne? Ampak jaz mislim, da tudi raste tudi zaradi vseh teh kampanj, od inženirka, inženirji bomo, do inženirka leta izbora, do vseh drugih aktivnosti. In tudi mi smo naredili tudi en pilotni projekt prekvalifikacij v IKT poklice, ki smo ga naredili samo za ženske. In smo bili zelo presenečeni v bistvu nad odzivom. Pričakovali smo mogoče 50-60 deklet oziroma žensk, da se bo prijavilo. Na koncu smo imeli vse skupaj 500 žensk, ki so se udeležile teh izobraževanj. Torej smo skupaj z digitalnimi inovacijskimi stičišči ugotovili, katera so tista področja, kjer primanjkuje kadrov, so pa takšna področja, za katera lahko hitreje to prekvalifikacijo dosežemo. Seveda ne moramo govoriti recimo o prekvalifikaciji za področje kibernetske varnosti in podobno, ker to so res znanja, ki jih moraš nadgrajevati in inženirskih znanj nekako izhajati, ampak so pa določena področja, ki pa jih lahko pokrijemo. In takrat se je ta v bistvu pilotni projekt izkazal kot zelo uspešnega, zelo zanimivega, kar dejansko, če želimo doseči neko določeno število IKT strokovnjakov, zgolj skozi izobraževalni sistem ne bo šlo. Torej bomo morali s temi prekvalifikacijami doseči, da tisti, ki mogoče ima neko afiniteto do tega področja, pa je iz različnih razlogov šel nekaj drugega študirati, nekaj drugega delati, da se lahko usmeri v to področje in potem pokrije neko vrzel, ki nastaja na določenem, recimo, specifičnem področju. In potem ob koncu prejme kot neko potrdilo, da je opravil certifikat? V našem primeru zdaj, ker je šlo za pilot, so prejeli potrdilo, ampak trenutno pa razvijamo ta sistem, da bomo v bistvu naslednjo, upam, da konc naslednjega leta, damo pač en bolj konkreten razpis za te prekvalifikacije in da bomo vedeli tudi, na kak način certificirati, torej da dejansko nekdo, ki gre skozi ta sistem prekvalifikacij, potem s tistim potrdilom dejansko ima dovolj za recimo vstop na trg dela na tistem področju. Tako da, v tem smislu razvijamo tudi to idejo naprej. Ampak potem seveda, po eni strani ženske, da podpiramo, po drugi strani pa verjetno bomo odprli na splošno za prekvalifikacije, kdorkoli bo želel. Tako da se tudi potem preplete, bom rekla, moški, ženski med sabo, ker verjetno tudi ta prepletenost naredi še morda boljše inovacije, se pravi te ekipe, ki bodo potem skupaj sodelovali, različni pogledi, tako z ene strani, kot tudi z druge. Tako, to je ključno. V bistvu vse raziskave kažejo, da mešane, če temu lahko rečemo, ekipe, so tiste, ki so najbolj uspešne, ker nekako prinašajo različne poglede, tudi s različnimi izkušnjami prihajajo, zaradi tega velikokrat govorimo tudi o tej interdisciplinarnosti, ker ne govorimo samo o vseh inženirjih z enega področja, ampak govorimo tudi o veliko teh prepletanj znanj, ki jih je potrebno vključiti tudi z družboslovja, ker seveda danes ne moremo govoriti o tehnologiji, pa samo imeti inženirje, ki bodo razvijali tehnologijo, ampak moramo pa vedeti, kakšen učinek ta tehnologija pa lahko ima na družbo in to nam pa prinašajo te družbene vede. Kaj pa mislite, kako si predstavljate Slovenijo kot digitalno družbo čez 10 let? 2035 recimo. Jaz srčno upam, da bomo imeli izjemno digitalizirano, oziroma popolnoma digitalizirano javno upravo, da bomo imeli torej vse postopke digitalizirane. To so nam že cilji do 2030, tako da do 35 moramo to narediti. Da bomo seveda pametna mesta in skupnosti ne smemo pozabiti. Tukaj nismo nič govorili, ampak lokalne skupnosti, mislim, da imamo
kar velike izzive, tako velike izzive, tako da to je tudi nekaj, kar v prihodnje želimo in že razmišljamo, kako bi lahko naslavljali njihove izzive. Nisem omenila, da pripravljamo v bistvu tudi en tak krovni zakon o digitalni preobrazbi, tako da jaz upam, da ga še letos uspemo pripraviti do konca oziroma priti tudi v javno obravnavo s tem zakonom in dejansko pokriti tudi ustrezno lokalne skupnosti, torej ne samo s finančnim delom, ne, ampak nekako tudi organizacijsko, ker moramo razumeti, mi imamo veliko število občin, ne, in imamo toliko tistih mestnih občin, ki mogoče hitreje in lažje pridejo do nekih rešitev, na drugi strani pa imamo majhne občine, kjer enostavno nimajo niti približno ne strokovnega znanja, tudi ne financ, da bi lahko šle v korak z ostalimi, tako da jaz mislim, da tu moramo največji preboj narediti na področju lokalnih skupnosti. Seveda vse te druge zadeve, ki smo jih nastavili, ampak mislim, da največji preboj še nas tukaj čaka, ne, da nekako podpremo. Tako da jaz upam, da bomo potem tudi ta pametna mesta in skupnosti v bistvu imeli nekako po celi Sloveniji do leta 2030. Okay. Imate kakšno sporočilo našim poslušalkam, za naše poslušalke in poslušalce, kar se tiče jaz mislim, tem, ki jih obdelali? Ja, jaz mislim, v bistvu na koncu pridemo vedno do tega sodelovanja. Jaz v zadnjem obdobju res to toliko izpostavljam in mislim, da vsak, ki deluje na kateremkoli področju, naj sam pri sebi premisli, koliko je pripravljen sodelovati, koliko dejansko sodeluje. Mi smo zelo dobri v tem deklarativno. Da rečemo, moramo sodelovati, bomo sodelovali. Ko pa pride do trenutka, ko moramo narediti ta korak, vse drugo je bolj pomembno kot dejansko sodelovanje in preseči mogoče lastni ego in neke lastne interese za širše neko dobro in neko širšo zgodbo. Tako da jaz mislim, da je to neka ključna zadeva, ki se moramo vsi zavedati. Sodelovanje na vseh področjih, tukaj pa sploh na področju digitalizacije, IKT-ja, premalo kadrov imamo povsod in edino s sodelovanjem bomo lahko dosegli te cilje, ki si jih zastavljamo, bomo dosegli, da imamo takšno družbo, kot si jo želimo. Sodelovanje in komunikacija. Absolutno. Seveda na pravi način. In kot pravite sami, ne, da vse vam lahko vzamejo, samo znanje pa ne morejo. Ne? Drži. To je nekako moja vodilna misel bila skozi življenje. Se pravi, znanje je nekako pot do uspeha. Tako da. Najlepša hvala za vaš čas, da ste bili naša gostja. Vse dobro in uspešno še naprej in verjamem, da bodo vsi ti cilji, ki ste jih danes nanizali, tudi doseženi. Najlepša hvala vam. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, ostanite vedoželjni, bodite informirani. Do naslednjič.